Informacijska pisarna Evropskega parlamenta v Sloveniji je pripravila konferenco z naslovom Begunci in migranti so med nami, nove dimenzije evropskega sožitja, na kateri so sogovorniki med drugim ocenili družbene, gospodarske in politične posledice migracij, ki smo jim bili priča v zadnjem letu. Spregovorili so tudi o sožitju, solidarnosti, razlikah in podobnostih med evropsko družbo in ljudmi, ki pri nas iščejo zavetje. Migracije marsikdo ali marsikatera, bi rekla, nacionalna ali skrajna populistična retorika zelo hitro zlorabi. Zdaj govoriti zgolj o varnostnem tveganju povzroča strahove, povzroča sovražni govor, nestrpnost in temu smo prepogosto priča. Bistveno je, da se pogovarjamo, da razbijamo tabuje, da vemo, kdo ti ljudje so. Jaz ne vidim migracije kot take varnostno tveganje, seveda pa se vedno lahko zgodi, da znotraj migracij pride kak prišlek na evropska tla. Predvsem pa, da imamo v mislih ljudi, ki prihajajo, ki iščejo, ki imajo neko upanje, boljšo prihodnost in tako tudi naslavljati probleme. Prav tako so predstavili neposredne izkušnje z begunsko-migrantskim valom in rešitve ter izzive, s katerimi se soočajo države Evropske unije, tudi pri premestitvah prosilcev za azil. Slovenija to relokacijo že izvaja. Mi smo v preteklem mesecu že izvedli prvo premestitev prosilcev za mednarodno zaščito iz Grčije in Italije. Zdaj je v pripravi ta druga skupina, mi računamo, da nekje verjetno v mesecu juliju bo premeščena tudi ta druga skupina. Večinoma so nastanjeni zlasti družine v Logatcu, posamezniki pa v Kotnikovi v Ljubljani. Med izpostavljenimi temami je bilo tudi vprašanje integracije in njenega pomena za prihodnje sobivanje. Spoznali smo tudi nekatere dobre prakse. Ob dogodku so v Šentilju in Mariboru svoj prostor dobila tudi Krila za vse, s katerimi umetnika Marko Conti Šikić in Ina Modja na stenah svetovnih mest širita sporočilo upanja, miru in bratstva.